recimo v zgodnji budistični tradiciji lahko izpostavim 3 živali. To so slon, bik in lev. Slon je pravzaprav simbol razsvetljenja. Ni simbol samo fizične moči, ker gre za izjemno močno žival, ampak tudi duhovne moči. In to je nekako upodobitev Siddharte Gautame samega. Potem pa sta v tej zgodnji tradiciji še bik in lev. Bik v budistični tradiciji predstavlja kralja, torej močno žival, ampak nekoga, ki je zvezan s posvetnim. In tudi starši, sorodniki Siddharte Gautame, ko so sanjali recimo o biku, so sanjali o bikovem odhodu. Torej Siddharta bo zapustil vlogo kralja in se bo odločil za pot asketa, torej za duhovno, ne za posvetno pot. In ko se v sanjah nekako za bikom pojavi lev, rjoveči lev, ta pa oznanja dharmo. Dharma pa pomeni Budov nauk in nekako ta simbolika leva je bila izjemno pomembna kot napoved neke nove dobe.